Zelena luč. Pozdrav, jaz sem Jan Grilc. Vedno, ko stojim na bencinski črpalki, me boli srce in denarnica, ko gledam hitro vrtenje številk na števcu, ob katerem je izrisan evrski znak. Cene goriva so velik strošek v večini gospodinjstev, zato se je dobro vprašati, kaj pravzaprav plačujemo, ko plačamo liter goriva. Še bolj zanimivo vprašanje pa je, česa ne plačujemo, pa bi morda morali. V Zeleni luči zato tokrat razmišljamo o skritih stroških cestnega prometa. Imamo zeleno, gremo! Stroški prevoza so v povprečnem slovenskem gospodinjstvu leta 2022 po podatkih Statističnega urada obsegali 20% porabe. Petino denarja torej namenimo za gorivo, vozovnice in nakupe prevoznih sredstev. Temu rečemo neposredni oziroma interni stroški prometa. Potem pa so tu še eksterni stroški prometa, torej tisti stroški, ki jih plačuje celotna družba in okolje. Po izračunih Evropske komisije v Sloveniji ti stroški znašajo približno 2,7 milijarde evrov na leto. V to so vključeni stroški prometnih nesreč, onesnaževanja zraka, hrup, škoda v okolju in drugo. Praktično vsi ti stroški v Sloveniji nastanejo zaradi cestnega prometa, največ zaradi osebnega prometa. Pa se ti stroški odražajo tudi na cenah goriva za osebne avtomobile, kdo jih sploh plača? O tem sem se pogovoril z Matjažem Česnom, ki se s problematiko rabe energije v prometu ukvarja na Centru za energetsko učinkovitost pri Inštitutu Jožefa Stefana. Matjaž Česen, pozdravljeni. Pozdravljeni. Za začetek vprašanje, kako se vozite v službo? V službo se vozim s kolesom, hvala Bogu, sem za to zelo hvaležen, da imam to možnost, kadarkoli ne morem iti s kolesom, sem živčen in težko delam cel dan. Ok, odlično. Glede na to, da delate tu v Podgorici, imate srečo, da se lahko pripeljete s kolesom, ker je to malo odročna lokacija, sploh glede javnega prometa. Ampak danes so pa tukaj ne zato, da bi se pogovarjala o vožnji s kolesom, ampak predvsem o vožnji z osebnimi avtomobili in o cenah goriva. Zdaj, cena goriva je v Sloveniji regulirana na bencinskih črpalkah izven avtocestnega omrežja. Vemo, na avtocestah se lahko trgovci za cene odločajo sami. Kako pa deluje določanje reguliranih cen? Kako je cena goriva v bistvu sploh sestavljena? Ja, cena goriva je sestavljena najprej seveda iz cene energenta, ki je pač določena na borzah, se pravi, na to sama vlada nima nekega vpliva. Potem je pa veliko še enih dodatkov, ki jih pač plačujemo. Eno je recimo trošarina, eno je DDV, potem so pa še dodatki za CO2 dajatev, potem je še prispevek za OVE in SPTE in mislim, da je to. Ali večji del te cene predstavlja cena samega energenta ali pa dajatve? Dejansko cena energenta predstavlja polovico te maloprodajne cene, ki jo vidimo na bencinskih črpalkah, vse ostalo pa odpade pač na te dajatve, pri čemer večina odpade na trošarino, se pravi tam nekih 20%, slabih 20% pa še na DDV. Tako da tiste dajatve okoljske so v bistvu ostale so manjše. No in kako nihanje cen goriva, se pravi benzina in dizla, vpliva na naše potovalne navade? Kaj nam v bistvu pravijo zgodovinski primeri, ko se gorivo podraži ali se spremenijo naše navade? Dejansko, ko smo pregledovali razne študije, se je izkazalo, da ta, reče se temu elastičnost, da je dokaj nizka. Prav, če grejo cene gor, ni nekega zelo velikega odziva na to, da bi se veliko manj vozili. Je pač mogoče nekaj je tega, ampak ni pa tako, da bi bil to nek glavni motiv za to, da bi ljudje se manj vozili z avtomobili. Zakaj recimo temu tako? Glavni faktor je seveda to, da moraš imeti alternativo, da lahko pač zamenjaš način prevoza. In v Sloveniji vemo, da te alternative so slabe, tako da tudi če bi cene zelo, zelo visok dal, bi dejansko pomenili, da se ljudje sploh ne bi potem vozili, da bi neke poti odpadle, ne pa da bi pač uporabljali nekaj drugega. Zdaj, ko govorimo o javnem prometu, je cena vozovnic odvisna od stroškov prometa in pa od subvencij, ki jih javnemu prometu namenjajo država ali občine. Je tako tudi pri benzinu? So v končni ceni vračunani tudi vsi stroški, ki jih povzroča cestni promet? Ja, temu seveda ni tako. Kot sem prej omenil, je samo ena majhna komponenta, se pravi CO2 dajatev, ki je noter in to predstavlja celotni ceni nekaj 2%. Vemo pa dejansko eksterni stroški, ki jih promet povzroča, so tudi drugi, ne samo pač na emisije CO2.
Tu vprašanje je seveda, če je ta 2%, če odraža celotno vpliv, ki ga ima na podnebne spremembe, uporaba avtomobilov. Imaš pa potem tukaj še emisije onesnaževalcev zraka, potem imaš nesreče, hrup in tako naprej. Teh stroškov pa dejansko ni v sami ceni. Omenili ste en pojem eksterni stroški prometa. Če ga morda malo bolj pojasniva, kaj točno so eksterni stroški prometa, kako jih občutimo? Eksterni stroški prometa skušajo nekako ekonomsko vrednotiti vse vplive, ki jih ima neka stvar, ki jo pač počnemo. Ne? Se pravi, če se vozimo z avtom, to, kot sem že omenil, preko tega, da avto uporablja gorivo, ki izgoreva, povzroča emisije onesnaževalcev zraka, se pravi NOx prašnih delcev, povzroča emisije toplogrednih plinov, ki potem vplivajo na podnebne spremembe, povzroča hrup, ki tudi ima določene zdravstvene učinke. In vse to nekako bi bilo treba ovrednotiti v sami ceni goriva, ker to potem povzroča pač stroške zdravstvenega sistema, stroške pač tudi ljudi in tako naprej, da se pač te posledice odpravijo. So v te eksterne stroške vračunani tudi stroški zastojev in pa stroški gradnje cest, recimo? Za gradnjo cest po moje niso, ker tu itak že obstajajo stroški, ki so drugje vrednoteni in tudi v bistvu te stroške poravnavamo v cestninah, a pa v nadomestilih za uporabo cest. Zastoje pa dejansko v eksternih stroškov so noter vračunani in mislim, da je precej pomembna komponenta eksternih stroškov so te zastoji in čas, ki ga pač porabimo v zastojih. V kolikšni meri torej so ali niso v ceni bencina in dizla upoštevani eksterni stroški prometa in zastojev in kako bi jih lahko vključili v to ceno? Ja, to je dobro vprašanje. Mislim, da dejansko v nobeni državi te stroški niso vključeni v ceno bencina. Se poskuša vključevati te stroške v razne cestnine. Vemo, da recimo pač je bila zdaj sprejeta zakonodajna podlaga na nivoju EU-ja, ki omogoča državam, da v cestnine za avtoceste, da vključijo te stroške. Slovenija se temu pač izognila, se pravi, tega ni naredila. Avstrija recimo vemo, da ima neke eksterne stroške za hrup, ima tudi za onesnaževalce zrakov, tako da tukaj smo spustili eno priložnost, ki bi jo lahko mi izkoristili. Dejansko pa danes v ceni goriva, kot sem rekel, je samo upoštevan nekaj majhnega zaradi emisij CO2. Se pravi, lahko torej rečemo, da sta bencin in dizel v Sloveniji subvencionirana? Subvencionirana na nek način sta bila, takrat, ker so bile pač visoke cene na trgu, ker je pač vlada tudi z regulacijo držala cene nižje, kot so bile na trgu, so bile potem tudi razne tožbe Petrola in drugih distributerjev. Lahko pa rečemo, da mogoče ne neposredno, da so subvencionirane, ampak da ne upoštevajo vseh stroškov, ki jih pač dejansko promet povzroča. In ti stroški potem odpadajo na državni proračun? Tako, in na pač uporabnike oziroma državljane. Na kakšne navade, s kakšnimi vzvodi bi s spreminjanjem cene goriv še lahko vplivali na potovalne navade ljudi? Dejstvo je, da pač višja cena goriva bi prisilila ljudi v to, da razmišljajo, kako bi pač še drugače se premikali. Se mi zdi pa iz vidika ponudbe nujno to ponudbo izboljšati, da imaš ti pač več možnosti za neke druge alternativne možnosti prevoza. In tukaj je vloga države zelo pomembna, da zagotavlja kakovosten javni potniški promet, kakovostna infrastruktura za ostale načine premikanja. Tukaj dejansko Slovenija pri načrtovanju je bila do zdaj zelo proavtomobilistično usmerjena in se mi zdi nujno, da se naredi tukaj nek premik v glavah na vseh nivojih, se pravi odločevalcev, izvajalcev na lokalnem in na državnem nivoju. Ali morda zaznavate še kakšne druge cenovne mehanizme, s katerimi bi v bistvu lahko vplivali na uporabo avtomobilov? Zdaj, če govorimo o tem, da je na eni strani palica in na drugi korenček, je to bolj verjetno tista kategorija palice. Denimo sprememba obračunavanja potnih stroškov. Bi lahko tak ukrep tudi pripomogel kot prometni ukrep? To je vsekakor pomembno iz vidika spremembe razmišljanja, ker danes dejansko vemo, da potni stroški dobiš ti samo, če se vozi z avtom. In tudi, če se ne vozi z avtom, dejansko je vse nekako normirano na to. In primer, recimo, če se jaz peljem na sestanek s kolesom, če bi pač rekel, da se peljem s kolesom, ne bi dobil povračila potnih stroškov. Pa kljub temu uporabljam svoje lastno prevozno sredstvo, če se peljem z avtom, dobim povrnjene potne stroške. Se pravi, ti jasno povejo, da se pelje z avtom, zato ker pač dobil plačan za to. In še več kilometrov, ko narediš, več dobiš povrnjeno. Se pravi, dejansko je spodbuda k temu, da ti ali živiš čim dlje od službe, ali pa če se peljaš čim dlje na sestanek in je sporočilo nekako zelo jasno.
Poznamo primere iz tujine, ko so nekako začeli plačevati podjetja ljudem za vožnjo s kolesom v službo. Se vam zdi to ukrep, ki bi lahko deloval tudi v Sloveniji? Vsekakor bi to delovalo tudi v Sloveniji, ker v Sloveniji smo seveda občutljivi na to, a dobimo denar, ali ga ne dobimo. Ne? Če ti dobiš denar, ali pa pač mogoče več denarja, zato da se peleš s kolesom, seveda bo več ljudi to delalo. Je pa še en moment pomemben, zdaj, ko so dejansko podjetja obvezana poročati o svojem ogljičnem odtisu, tudi kako zaposleni se vozijo na delo, je v bistvu en del tega ogljičnega odtisa v obsegu 3 in mislim, da bojo začela podjetja, če bojo hotela ta ogljični odtis zmanjševati, bojo mogla razmišljati tudi malo čez to, samo kakšne malo pač emisije z svojim tem lastnim delovanjem, tudi kako pač dejansko ljudje pridajo do njih. Ko zdaj razmišljamo o vseh teh ukrepih, ki bi jih lahko sprejeli, da bi recimo omejili uporabo osebnih avtomobilov, sploh pri teh vsakodnevnih poteh v službo, katere cilje moramo v bistvu pri tem zasledovati? Kakšen mora biti tisti končni cilj, proti kateremu moramo stremeti, da bomo lahko prilagajali za to ukrepe, ki jih sprejemamo? Dejansko, tako kot sem že omenil, cilj mora biti to, da najprej zagotovimo dobre alternativne možnosti. Ker če tega ne bomo naredili, potem tudi če mi dvignemo ceno, ne bomo dosegli ta pravega učinka. Je pa dejstvo, da je treba ljudi tudi opolnomočiti, da bojo lahko prave odločitve sprejemali. Se pravi, da ni edina možnost, da se ti premikaš samo avtomobil, ampak da jim tudi z ostalimi sporočili, ki jih dajaš, kot sem prej recimo omenil, povračilo za potne stroške in tako naprej, da jim širiš pač ta obzorja. Ker recimo slab primer je bil recimo zdaj omrežnina, ker je bila neka slaba kampanja narejena, da bi ljudi ozaveščali, da bi ljudi opolnomočili, kaj so možnosti, da lahko pač, to omrežnino znižajo, so samo dejansko videli visok račun in je bil takoj upora. In tukaj tudi dejansko, če bomo samo dvignili ceno prevozov z avtomobili, pa ne bomo ljudi informirali, kaj so vse druge možnosti, jim ne bi omogočali druge možnosti, potem pač ne bomo dosegli pravega učinka. Matjaž Česen, najlepša hvala za pogovor. Ja, hvala tudi vam. To so bili torej razmisleki Matjaža Česna z Centra za energetsko učinkovitost pri Inštitutu Jožefa Stefana. Poglejmo še nekaj drugih mobilnostnih novic. Prva je z področja električnih avtomobilov. Analitično podjetje Rowmotion je z raziskavami trga ocenilo, da se bo v letošnjem letu prodaja električnih avtomobilov na svetu povečala za najmanj 17% in naj bi dosegla vsaj 20 milijonov prodanih avtomobilov. Povpraševanje se povečuje predvsem na Kitajskem, ki kupcem električnih vozil ponuja številne subvencije in davčne ugodnosti. Rasla naj bi tudi v Evropi. Z lanskih 3 milijonov prodanih električnih avtomobilov naj bi se številke letos povečale za 15%. Napovedi za Združene države pa gredo v smeri umirjanja prodaje, saj je na trgu veliko negotovosti glede politik Donalda Trumpa na tem področju. Raziskave kamnin na področju načrtovanega rudnika litija na Portugalskem so pokazale, da so zaloge litija na tistem območju še večje od pričakovanih. Pridobivanje litija v 4 odprtih kopih naj bi zadostovalo za proizvodnjo milijona baterij za električne avtomobile vsako leto, začetek komercialnega izkopavanja načrtujejo za leto 2027. Projektu se upirajo lokalni prebivalci, ki opozarjajo na okoljske posledice in izgubo kmetijskih površin. O litiju smo v Zeleni luči že obširneje govorili, oddajo najdete med podcasti. Za konec še eno priporočilo. Zadnjič sem na YouTubu naletel na izjemno zanimiv 9-minutni posnetek življenja newyorških ulic iz leta 1911. Res je lepo videti tako živahne in ljudi polne ulice, preden so glavno besedo na njih prevzeli avtomobili. Gibanje ljudi je sproščeno, pešci svojo hojo prilagajajo le redkim tramvajem, ulice pa služijo za številne umirjene interakcije med prebivalci mesta. V iskalnik le vpišite New York 1911 in si oglejte posnetek, ki ga je restauriral tamkajšnji muzej moderne umetnosti. Povezava je tudi med zapiski podcasta, podobne posnetke iz drugih mest pa mi lahko pošljete na jan.grilc@rtvslo.si, kjer z veseljem sprejemam tudi zgodbice z javnega prometa.
Tokratna zgodbica je povezana z vidnim poljem in verjamem, da se boste v njej prepoznali mnogi uporabniki ljubljanskih mestnih avtobusov. Poslala in napisala jo je gospa Olga, prebrala pa naša napovedovalka Višnja Fičor. Torej, takole je svoja doživljanja opisala Olga. Čez lepi del leta se tistih 5 kilometrov v eno smer v službo vozim s kolesom. Od novembra do konca marca pa z LPP. Ljubljanski mestni in primestni javni prevoz uporabljam že vse svoje življenje, kar je kar dolga doba, saj sem tik pred upokojitvijo. V teh letih se je dogajanje na avtobusih spremenilo. V moji mladosti je bilo na avtobusih glasno, kakofonija človeških glasov. Danes pa je na njih skoraj popolna tišina, ali pa v tišini odmevajo glasni samogovori posameznikov, ki čas vožnje izkoristijo za klepet po telefonu. Kot da nas vse res zanima, kaj si imata povedati. Mladi in malo manj mladi večinoma gledajo v svoje ekrane in besno tipkajo. Meni do tega ni. Rada opazujem dogajanje na drugi strani okenskega stekla. A kaj, ko so stekla večinoma prekrita z reklamnimi folijami? Te naj bi sicer dovoljevale pogled skozi okno, a izkušnje kažejo, da pogled omogočajo samo pod določenimi pogoji. Bog ne daj, da je steklo zarošeno ali pa da je zunaj noč. Ne vidiš ničesar. Če se v takšnih razmerah med vožnjo zatopim v svoje misli, me včasih zagrabi kar panika, ko pogledam skozi steklo in nekaj sekund nimam pojma, kje sem, ker ne vidim, kaj je za njim, ker so mi odvzete oporne točke. Enkrat te dni sem na poti domov med popoldansko konico stala na avtobusu in naenkrat me prešine misel, da je nekaj drugače, kot je bilo prejšnje dni. Ja, seveda, avtobus ni imel polepljenih stekel oken. Moji možgani pa so bili zaposleni z opazovanjem dogajanja na drugi strani stekla. Kar milo se mi je storilo. Razmišljala sem, kolikokrat slišimo, češ kako mladi ves čas visijo na ekranih mobitelov, nezainteresirani za svet okrog sebe. A na avtobusih smo ustvarili okolje, ki te na nek način prisili, da buljiš v ekran, ker skozi okno ne moreš. Razgled skozi okno ti je odvzet. Skrčil se je na notranjost avtobusa. Škoda. Zares škoda. Hvala Olgi za to zgodbo. Jaz se po tako razmišljanje lahko samo podpišem. Tudi meni gredo po pravici povedano prilepljena stekla na trolah zelo na živce. Še kakšno vašo podobno izkušnjo ali komentar, kar pošljite na jan.grilc@rtvslo.si. Tako pa smo se zapeljali skozi še eno zeleno luč, tokrat kar na klasičen bencinski pogon s precej nevidnimi stroški. Prihodnjič se pogovorimo o tovornem cestnem prometu in poteh v prihodnost z drugačnimi gorivi in manjšim ogljičnim odtisom. Do takrat vam Jan Grilc želim čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav! Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.